Danes, ko na venčku gori že druga svečka, vas, drage sestre in bratje, pozdravljam z besedami svetega Frančiška. Dober dan, dobri ljudje. Teden, v katerega smo vstopili, je duhovno zelo bogat. Danes je druga adventna nedelja, ko nas nagovarja Janez Krstnik, in hkrati predvečer svetega Miklavža. V sredo pa še je praznik brezmadežnega spočetja Device Marije. In kaj so imeli in še imajo ti ljudje skupnega in za nas tako zelo pomembnega? Vsi so v svojem življenju tako ali drugače Bogu izrekli svoj nepogrešljivi da, zgodi se mi po tvoji besedi. In mi se še spomnimo trenutka, ko smo Bogu izrekli svoj da, ko smo mu dovolili, da vstopi in preobrazi naše borno življenje in v njem zasije vsej svoji veličini. Adventni čas vabi tudi nas, da obnovimo ta svoj da, da obnovimo svojo ljubezen, zaupanje v kralja, ki prihaja. Kaj, če je tudi za Boga adventni čas, čas pričakovanja, ko pričakuje naš odgovor na njegovo ljubezen? Kaj pa, če je vse naše življenje en sam Božji advent, eno samo pričakovanje in hrepenenje po naši bližini? In kako naj se torej kot Frančiškove sestre in bratje v tem adventnem času obnovimo in okrepimo svoj da, Gospod, tukaj sem? Preprosto, kot je to naredil sveti Frančišek. Dosledno je živel evangelij. Tudi nas danes Janez Krstnik vabi. Pripravite Gospodovo pot. A kako naj pripravim Gospodovo pot, če velikokrat niti svoje ne znam? In on to ve. A me kljub temu vabi, naj to naredim. Celo računa name, kot je na Marijo, da bo sprejela predlog za Božje materinstvo. Zato mu preprosto pripravimo pot do svojega srca in na stežaj odprimo njegove duri, da vstopi kralj veličastva. In Janez nas vabi naprej. Zravnajte njegove steze. In kako ter zakaj naj izravnam to, kar je on naredil vijugasto in krivo? Če pa je vsak njegov zavoj absolutno boljši zame od vsake ravne ceste, ki si jo sam pripravljam. Naj ravnam njegove krivine. Če pa še krivin do svojega bližnjega večkrat ne zmorem izravnati. Zato izravnajmo svoje steze do naših bližnjih, da bodo lahko postale tudi njegove steze, po katerih bo prihajal k nam in k našim bližnjim. Drage sestre in bratje, pa želim to vam in sebi, da bomo lahko tudi zaradi tega v božični noči z veselim srcem prepevali: Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so Bogu po volji. Do takrat pa mir in dobro vsem.